Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico z naslovom Obuti maček zagotovo že poznate, kaj ne? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo dogodivščinam pravljičnega junaka v klasični pravljici Obuti maček. Pred mnogimi leti je živel mlinar, ki je imel 3 sinove. Njegov mlin je stal na griču, okrog katerega so se na vse strani razprostirala rumena žitna polja. Vetrovi, ki so kar naprej pihali tod, pa so skrbeli za to, da vetrnice in kamni tega mlina nikoli niso mirovali. Leta so minevala skupaj z vetrovi ob tem mlinu, kjer je teklo življenje mirno in spokojno. Ljudem v njem ni primanjkovalo ne jedače, ne pijače. Kaj bi si torej še mnogi želeli? Nekega dne pa je mlinar zbolel. Čuteč, da se mu bliža zadnja ura, je poklical svoje sinove in jim rekel: Poslušajte me, otroci moji, kaj vam povem. Zelo sem star in čutim, da se bliža trenutek naše ločitve. Toda vi ste že odrasli in prepričan sem, da se boste znašli na tem svetu tudi brez mene. Zato mi ni težko umreti. Hudo mi je samo, da vam nimam kaj prida zapustiti. Ob ločitvi lahko izročimo vaše roke samo 3 stvari. Ker pa se nobene ne da razdeliti v 3 enake dele, se boste morali zadovoljiti s tistim, kar vam pripada. In mlinar je zapustil najstarejšemu sinu mlin. Srednjemu je dal osla, najmlajšemu pa velikega sivega mačka. Potem se je starec poslovil od sinov in umrl. Oba starejša sinova sta bila zadovoljna s svojim deležem, samo najmlajši ni vedel, kaj početi s svojim mačkom. Lahko mojima bratoma, je začel tarnati, pogledujoč na svojega mačkona. Njima ne grozi ne beda, ne lakota. Toda kaj bom počel jaz, nesrečnež, s teboj, sivi mišelovec? Razen da te zakoljem in si naredim iz tvoje kože kučmo. Ne bodi žalosten, dragi moj gospodar, je spregovoril maček v veliko začudenje svojega gospodarja. Marveč glej, da mi priskrbiš škornje, plašč, klobuk s perjanico in lovsko torbo, potem pa te napravim srečnega in bogatega. Vem, da si star prefriganec, je smeje se odgovoril mlinarjev sin. To najbolj zgovorno dokazuje množica miši in podgan, ki so ti prišle doslej v kremplje. Zato ti zaupam in pripravljen sem izpolniti tvojo željo. Kdo ve, morda se bo še vse obrnilo k dobremu. In mlinarjev sin je povezal svoje borne prihranke v culo in se z mačkom napotil h krojaču. Prosil ga je, naj naredi za njegovega prijatelja lep plašč. Krojač je privolil, nemalo pa se je začudil, ko mu je mlinarjev sin predstavil svojega 4-nogega prijatelja. Čeprav krojač še svoj živi dan ni šival za mačkone, se je hitro lotil dela, ker čudni naročnik ni vprašal za ceno. Lahko kar počakate, je rekel mlinarjevemu sinu, ker bo tako majhen plašč kaj hitro narejen. S plaščem čez roko se je mlinarjev sin potem napotil k klobučarju, kjer se je ponovilo vse tako, kakor pri krojaču. Od tam je mlinarjev sin s plaščem in klobukom, okrašenim z dolgo perjanico, krenil k čevljarju, ki se tudi ni mogel dovolj načuditi čudni naročnikovi zahtevi, nazadnje pa se je le lotil dela in se šil za mačka krasne visoke škornje iz črnega safijana. Brž ko sta prišla iz mesta, je maček za grmom obul škornje, ogrnil žametni plašč in si nataknil na glavo klobuk s perjanico. Tako načičkan je stopil pred svojega gospodarja, ki je sedel na kamnu in žalostno zoril nekam v daljavo. Maček se ga je rahlo dotaknil s taco in rekel:
Kaj praviš, gospodar, kakšen sem videti v tej obleki? Mlinarjev sin je pogledal mačka in moral se zasmejati. Boh me, videti si kot pravi grof. Rad bi samo vedel, kaj kaniš s to obleko in kako ti bo pomagala, da me napraviš srečnega in bogatega. Prepusti to meni, je rekel maček mirno, potlej pa je vrgel lovsko torbo čez ramo in namahnil na bližnjo gozdno jaso. Potem, ko si jo ogledal, je rekel: tu je pripraven kraj, kjer nastavim past in plen mi ne uide. Potlej je položil torbo na travo, razširil njeno odprtino z vrbovo vejico in položil v torbo prgišče žita. Končno se je skril za bližnje drevo in čakal. Ni trajalo dolgo, že so priskakljale 3 rebice in videč žitna zrna so jih začele zobati, pri tem pa so čedalje globlje lezle v torbo. Tedaj je maček planil izza drevesa, zadavil vse 3 rebice, jih stlačil v torbo, si jo oprtal na rame in jo mahnil naravnost na kraljevi dvor. Tam je zahteval, naj ga pusti pred kralja, češ da prinaša v torbi poslastice za vzvišeno dvorno mizo. Čeprav je imel kralj važne opravke, je imel za takšne obiske zmeraj dovolj prostega časa. Zato je ukazal, naj prišleca takoj pusti preden in sprejel ga je zelo ljubeznivo. Ko se je maček v škornjih bližal kraljevemu prestolu, se je globoko priklonil, obrisal pri tem s perjenico svojega klobuka marmorna tla pred seboj in rekel: Veliki kralj, moj gospodar, grof Karabas, mi je naročil, naj izročim vašemu veličanstvu v znak njegovega spoštovanja nekaj odbranih primerov pernate divjadi iz njegovega bogatega lovišča. Potem je odvezal torbo in vzel iz nje 3 rebice. Kralj, vesel tako nepričakovane osvežitve svoje mize, je takoj poklical kuharja in mu izročil dragoceno darilo, potem pa je naročil služabnikom, naj pospremijo mačka v kraljevo zakladnico in mu napolnijo torbo s toliko cekini, kolikor jih lahko odnese. Ob slovesu se je kralj milostno obrnil na mačka z naslednjimi besedami: Sporoči svojemu gospodarju moj pozdrav in zahvalo za darilo, ki me je prijetno presenetilo. S torbo polno cekinov iz čistega zlata se je maček vrnil k mlinarjevemu sinu. Mlinarjevemu sinu so oči malo da ne skočile iz glave, ko je maček v škornjih stresel preden celo ploho blestečih cekinov. Hotel ga je vprašati, od kod mu tolikšno bogastvo, pa ni mogel od silnega začudenja izgovoriti nobene besede. Toda to je bilo šele prvo v vrsti presenečenj, ki so čakali mlinarjevega sina. Drugi dan je prišel maček na dvor s 3 rejenimi zajci. Čedalje pogosteje je prinašal darila iz lovišča svojega gospodarja. Ob neki priložnosti je maček v škornjih izvedel, da se kralj dogovarja s princeso, svojo hčerjo, da bi se odpeljala v kočiji na sprehod po okolici. Tako je sklenil izkoristiti to priložnost. Na vso moč je pohitel k svojemu gospodarju in zaklical: Gospodar, če me hočeš ubogati, vedi, da ti sreča ne uide. Pojdi se takoj z menoj kopat na kraj, ki ti ga pokažem. Ne da bi mnogo spraševal, je mlinarjev sin pohitel za mačkom k reki. V tem, ko se je kopal na kraju, ki mu ga je pokazal maček, je prispela kraljeva kočija, v katero sta bila vprežena 2 krasna konja v zlati opravi. V naslednjem trenutku je maček kriknil na ves glas: Pomagajte, pomagajte, milostljivi grof Karabas bo utonil! Zdaj je začel tudi mlinarjev sin klicati na pomoč in kliniti, da mu teče voda v grlo, pri čemer je kdaj pa kdaj tudi izginil pod vodo, tako da so mu molele iz nje samo roke, s katerimi je obupno krilil. In ko je kralj slišal klice na pomoč, je ustavil kočijo in pomolil glavo iz nje. Grof Karabas, je vzkliknil osuplo, da to ni tisti Karabas, ki nam je že večkrat poslal divjačino iz svojega lovišča. Pohitite, rešite ga. V tem, ko so kraljevi služabniki hiteli proti reki, je lukavi maček skril ponošeno obleko svojega gospodarja v grm, pristopil k kraljevi kočiji,
se odkril in globoko priklonil rekoč: Ah, milostljivi kralj, mojega plemenitega gospodarja je doletela še ena nesreča. Medtem ko se je kopal, so se priplazili lopovi in mu ukradli dragoceno obleko. Ker se je vse to odigralo v bližini dvora, je kralj ukazal služabniku, naj izpreže konje iz kočije in se urno vrne na dvor, odkoder naj prinese iz kraljeve sobane najdragocenejšo obleko. Služabnik je oddirjal in se kmalu vrnil na penastem marabcu z obleko za grofa Karabasa, ki je kmalu stopil pred kralja, oblečen v svilo in žamet. Kraljeva obleka mu je imenitno pristojala in ker je bil po vrhu visoke in vitke postave, je bil takoj všeč kraljični, ki je brž prišepnila očetu na uho, naj nemudoma povabi grofa Karabasa na kosilo, kar je kralj rade volje tudi storil. Potem se je grof Karabas z izbranimi besedami zahvalil kralju za izkazano pomoč in za čast, da ga je povabil na kosilo, mu je kralj predlagal, naj prisede v kočijo in se mu pridruži na jutranjem sprehodu. Mlinarjev sin je komaj čakal na to, brž je zlezel v kočijo in sedel k princesi. Medtem pa si je maček, ki je skromno odklonil vabilo, naj sede na gornji sedež v kočijažu, zadovoljno imel tace in tekel pred kočijo, da bi do kraja uresničil svojo lokavo zamisel. Kmalu so prispeli do velikega travnika, na katerem so ljudje prav tedaj kosili. Čujte, kosci, se je obrnil obuti maček nanje. Kmalu se pripelje tudi mimo naš milostljivi kralj v svoji kočiji. Če bi vas vprašal, čigav je ta travnik, mu odgovorite, da pripada plemenitemu grofu Karabasu. Če tega ne storite, vas pretepem tako, da boste svoje kosti v vreči odnesli domov. Kmalu je prispela kraljeva kočija in ko je kralj pomolil glavo iz nje in vprašal, čigav je ta lepi travnik, so kosci v en glas vzkliknili: Plemenitega grofa Karabasa. Medtem je bil maček že daleč pred njimi. Gredoč mimo velikega žitnega polja, kjer so žanci nosili snope v kopice, je zaklical: Poslušajte me, žanci! Kmalu se pripelje mimo v kočiji naš milostljivi kralj. Če bi vas vprašal, čigava so ta žitna polja, mu odgovorite, da pripadajo plemenitemu grofu Karabasu. Če tega ne storite, vas bom požrl ko miši. Videč, da se s tem čudnim obutim mačkom ni dobro šaliti, so se žanci hudo ustrašili in ko jih je kralj mimogrede vprašal, čigava so ta žitna polja, so vzkliknili v en glas: Plemenitega grofa Karabasa. Kralj je zadovoljno pokimal z glavo in se odpeljal naprej. Medtem je maček, čigar delo še ni bilo končano, hitel proti velikemu gradu, mimo katerega naj bi se kmalu pripeljal kralj. Grad je pripadal zloglasnemu čarovniku. Ne da bi le za trenutek okleval, je obuti maček, ki je bil enako pogumen kakor lokav, stopil pred grajskega gospoda in se mu po globokem poklonu začel prilizovati, rekoč: Visoko spoštovani in slavni gospodar, po vsem svetu se je razširila slava vašega imena in vaše čarovniške moči. Zato nisem mogel iti mimo vašega gradu, ne da bi vam izrazil iskreno občudovanje. Toda moja sreča bi bila še popolnejša, če bi se mogel na lastne oči prepričati o vaši čudodelni moči. Slišal sem namreč, da se lahko za šalo spremenite v katerokoli zver. Ali to drži? Ob pogledu na drznega pritepenca se je čarovnik razjezil, ko pa je slišal neznančeve laskave besede, ki so godile njegovemu slavohlepju, pa se je naposled povsem omehčal, molče vzel svojo čarobno palico, zamrmral nekakšne čarobne besede in v naslednjem trenutku je stal pred prestrašenim mačkom ogromen, strašen lev. Maček je ves iz sebe skočil za omaro, odkoder je hrabno brevsknil: Imenitno, sijajno! Samo ne verjamem, da bi se z enako lahkoto lahko spremenili v kakšno majčkeno zverinico, na primer v miško. Ho, je rekel čarovnik prezirljivo, potem ko je spet privzel človeško podobo. Posmehuješ se mi? In ponovno je zamahnil s čarobno palico
in v naslednjem trenutku se je njegovo telo začelo krčiti, bilo je čedalje manjše, dokler se ni naposled spremenilo v majčkeno sivo miško. Ne da bi se le za hip obotavljal, je maček planil nanjo in jo slastno pohrustal. Kmalu se je kraljeva kočija ustavila pred krasnim gradom in še preden je kralj uspel vprašati mlinarjevega sina, čigav je ta prekrasni grad, je obuti maček stekel po marmornatih stopnicah, odprl vrata kraljeve kočije in se globoko priklonil rekoč: Dobrodošli v hiši milostljivega gospodarja grofa Karabasa. Ali smem v imenu svojega gospodarja povabiti vaše visočanstvo in veličanstvo na skromno zakusko? Kralj je vabilo milostno sprejel in kmalu so vsi sedeli za bogato obloženo mizo, ko je bil čarovnik pripravil za svoje prijatelje. Kralj, ki se je čedalje bolj čudil grofovemu bogastvu, se ni mogel premagati, da ne bi grofu ponudil roko svoje hčerke in polovico kraljevine, na kar je mlinarjev sin komaj čakal. Nato je kralj vzdignil čašo in nazdravil mlademu paru, želeč mu mnogo sreče. Še isti dan je bila na kraljevem dvoru njuna poroka. In po kraljevi smrti je mlinarjev sin podedoval vso kraljevino in obuti maček je postal njegov prvi dvorni svetovalec. Ta visoki poklic pa ga ni motil, da je ne bi občasno mahnil na lov na miši ali podgane, ki jih je bilo na dvoru njegovega gospodarja zmeraj na pretek. Tale domišljijska pravljica je zgodba o uspehu v pravem pomenu besede, kaj ne? Zanimivo, kako je maček z vztrajnostjo in prebrisanostjo uspel uresničiti svoje sanje. Ali pa so to bile sanje njegovega gospodarja? Kdo bi vedel? Otroci, sledite svojim sanjam. Verjemite vanje in slej ko prej vas bo pot pripeljala tja, kamor si želite. Ne pozabite še pokukati v YouTube kanal Moj knjižni kotiček in prisluhnite še kakšni pravljici. Uživajte in se kmalu spet vidimo. Čau, čau! Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Na elektronski naslov Moj knjižni kotiček @gmail.com sem ponovno prejela prijazno sporočilo mamice Nadje in Dorjana z željo, da preberem njima ljubo domišljijsko pravljico. Le katera pravljica bi to bila? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Peter Pan. Pred davnimi časi je živel čudodelen fant, ki mu je bilo ime Peter Pan. In od vsega si je najbolj želel, da nikoli ne bi odrasel. Živel je v deželi Nije, na začaranem otoku, kjer otroci nikoli niso odrasli. Vsak večer je Peter svojo prijateljico Vilo Zvončico poletel k hiši družine Darling v London, kjer sta se skrila za okno in poslušala zgodbe za lahko noč, ki jih je mala Wendy pripovedovala svojima mlajšima bratoma Janu in Mihcu. Nekega večera se je Peter Pan odločil, da bo vstopil v hišo družine Darling, toda njegova senca, ki je bila živa, se je skrila v Wendyino sobo. Ko se je vrnil, da bi jo vzel s seboj, je bil tako zelo glasen, da je zbudil Wendy. Zdelo se je, da deklice ni niti malo strah, ko je v svoji spalnici zagledala nenavadnega dečka. Prav nasprotno, vzela je šivanko in nit in mu dejala: Vem, kako lahko tvoji nagajivi senci preprečim, da bi ti spet pobegnila. In medtem, ko je Wendy Petru šivala senco, se je njemu porodila zamisel. Pridi, za roko primi me zdaj, v deželo Nije se z menoj podaj.
Na to je dodal: vsak večer bi nam lahko pripovedovala zgodbe za lahko noč. Moji prijatelji izgubljenčki bi bili zelo veseli. Ne morem zapustiti svojih bratov, je odvrnila Wendy. Saj greste lahko vsi. Izvoli, potrebuješ le nekaj vilinskega prahu, je nadaljeval Peter in zvončici pomignil, naj okoli deklice posuje svoj čarobni prah. In nekaj lepih misli, je dodal Peter Pan. S pomočjo čarobnosti vilinskega prahu in močjo njihovih lepih misli so se Wendy, Jan in Mihec pognali v zrak za Petrom Panom in zvončico. Ko so leteli nad mestom, so z neba videli hiše, vrtove, parke in spomenike. Od čudovitega razgleda jim je malo sapo. Izkušnja je bila nepozabna. Čudovito je, letimo, do neba se zdaj povzpnimo. Otroci so sledili zvezdam in se končno približali otoku, kjer je Peter naznanil: tukaj je dežela Nije. Ali vidite gozd Nije? Tam je laguna morskih deklic. Še malo naprej lahko vidite indijanski tabor. Toda pazite, ogibajte se tiste ladje, ki je obtičala v zalivu, ker je to gusarska ladja. Njihovega zlobnega vodjo, kapitana Kljuko, lahko prepoznate po ostri kljuki, ki jo nosi na mesto ene roke. Ko se je nekoč bojeval z menoj, je padel v morje in krokodil mu je pojedel roko. Ker se mu je vzel izvrstnega okusa, mu vse od takrat sledi. Kapitan Kljuka se ga na smrt boji, je povedal Peter Pan svojim novim prijateljem. Nadaljeval je: si predstavljate? Ta krokodil je tako zelo požrešen, da je nekoč pogoltnil celo budilko, ki še vedno tiktaka v njegovem trebuhu. Tik-tak, tik-tak. Končno so otroci prispeli do ogromnega drevesa, v katero so lahko stopili skozi skrivni vhod. Peter Pan jim je povedal: potem, kar se je zgodilo s krokodilom, s kapitanom Kljuko, nisva ravno prijatelja. Zato smo si skupaj z izgubljenčki zgradili skrivališče. Otroci družine Darling so se hitro navadili na nov dom in se spoprijateljili z izgubljenčki. Skupaj so se igrali in raziskovali deželo Nije, toda na enem od njihovih izletov so Jana in Mihca ujeli indijanci, ki so prečesavali otok, ko so iskali svojo ljubljeno princeso Tigrovo rožo. Fanta so odvedli k svojemu poglavarju, ki jima je zaukazal: takoj mi povejte, kam ste odvedli Tigrovo rožo. Nedolžna sva, sta ugovarjala otroka. In to je bilo res. Pravzaprav je ubogo deklico ugrabil zlobni kapitan Kljuka, ki je upal, da bo tako Petra Pana lahko ujel v past. Toda na srečo je Peter Pan z Wendyino pomočjo razkrinkal kapitanovo zaroto in rešil Tigrovo rožo, ne da bi ga pri tem sploh ujeli. Ko sta Peter in Wendy Tigrovo rožo privedli nazaj domov, je v celotnem taboru zavladalo veliko veselje. Jana in Mihca so še isti trenutek osvobodili in vsi so jedli, peli in plesali pozno v noč. Petru Panu je uspelo, privedel nam je Tigrovo rožo. Bunkice, usnje in resice imamo, s perjem indijance se igramo. Otroci so se še več dni igrali indijance in se zelo zabavali. Medtem pa je zlobni kapitan Kljuka koval nov načrt, kako jih bo ujel. Ugrabil bom Wendy, Jana in Mihca in jih nastavil za vabo. Peter Pan jih bo prišel rešiti in končno ga bom imel v svojih rokah. Pravzaprav v svoji kljuki. In ko so se tako otroci nekega dne veselo igrali, so jih gusarji ugrabili in jih odvedli na svojo ladjo. Wendy so privezali na glavni jambor, Jana in Mihca pa vrgli v veliko kletko, da sta bila dobro vidna.
Obupni klici otrok so dosegli ušesa Petra Pana, ki je pohitel na ladjo. Peter, privezali so nas, ti si naše edino upanje. Čeprav je kapitan Kljuka preiskoval nebo, da bi zagledal Petra Pana, kako se približuje, je fantu uspelo pristati za njim, ne da bi ga kdo opazil. Peter je takoj odvezal Wendy in odprl kletko, kjer sta bila ujeta Jan in Mihec. Nato je spotaknil kapitana Kljuko, da je padel v morje, kjer se je v trenutku moral soočiti s krokodilom, ki ga je prav dobro poznal. Ko so gusarji videli, da je krokodil kapitanu tik za petami, so se predali in zapustili ladjo. Čakal sem te, ti okusni zalogajček. Wendy, Jan in Mihec so že precej časa živeli na otoku in začeli so pogrešati mamo in očka. Zato se je Peter odločil, da jih bo na krovu gusarske ladje odpeljal domov. Veseli in hvaležni otroci so se mu zahvalili in dejali: Pogrešali te bomo, Peter Pan, kmalu se vrni. Ja, brez dvoma, čarobna pravljica, kaj ne? In pogumen Peter Pan, ki se je spopadal s še tako težkim izzivom, kot je na primer zviti načrt kapitana Kljuke. Ste vedeli, da je bila zgodba o Petru Panu napisana izpod peresa škotskega pisatelja in to že daljnega leta 1902. Od takrat pa vse do danes pa zgodbo poznajo skorajda povsod po svetu. Prav tako so po knjižni uspešnici posneli tudi nadaljevanke, filme ter mjuzikle. Nadja in Dorjan, najlepša hvala za idejo o tej čudoviti domišljijski pravljici. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še krajši različici domišljijske pravljice Peter Pan. Prijazen pozdrav Nadji in Dorjanju ter seveda vsem tistim, ki tako radi poslušate pravljice v mojem knjižnem kotičku. Lepo se imejte in uživajte. Čau, čau. Ja. Zares domišljijska pravljica. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo čudovito pravljico poklanjam zvestima poslušalcema pravljic Piji in Žigu. Ko sonce zaide in se nebo obarva v temne odtenke, na nebu zasije luna, čarobna, skrivnostna in polna zgodb. Njena svetloba osvetljuje nočne poti, uspava naravo in prebuja domišljijo. Le kako bi bilo, če bi luna kar naenkrat izginila in bi namesto njenega izjemnega srebrnega sija gledali le v temno praznino. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo Pijini in Žigovi pravljici z naslovom Dan, ko je izginila luna. Tistega dne, ko je izginila luna, se je Nace hotel igrati z vrvjo, Pika pa bi raje skakala na trampolinu. Na trampolinu lahko samo skačeš, je izjavil Nace prezirljivo. Vrv pa se zdi za igro tako neuporabna, mu je zdolgočaseno odvrnila Pika. Vsa zasanjena je dahnila. S trampolinom lahko poletiš vse tja do neba. Tedaj se je Nace zakrohotal in rekel: Ne pa ne, zato pa lahko z vrvjo ujameš luno. Pika se je razjezila, postala vsa zaripla ter se razburjala. Česa tako neumnega še nikoli nisem slišala. Vnel se je prepir in besedi je sledila beseda.
Tistega popoldneva se Pika in Nace prvič po več tednih nista igrala skupaj. Pomembnejše jima je bilo, kako bi v prepiru čim bolj prizadela drug drugega. Nace je globoko zajel sapo. Piko je pogledal z velikimi očmi in ji zabrusil. Veliko bolje se igrati brez tebe in še zabavnejše je. To seveda ni bilo res, ampak Nace to ni bilo mar. Hotel je, da bi se Pika jezila vsaj toliko, kot se je jezil sam. Pika se je res jezila. In še kako. Jezila se je tako močno, da je stisnila dlani v pesti, se obrnila, ne da bi še kaj rekla, in zbežala proč. Sicer je bila Pika Nacetova najboljša prijateljica. Nacetu se je zdel še en sam dan brez nje neskončno dolg in brezupno prazen. Toda zdaj mu ni bilo mar za to. Trmasto je zamrmral. Se bom pač sam igral svojo novo vrvjo. Sprva je Nace preskakoval vrv, vendar se je kmalu začel dolgočasiti. Potem je vrv privezal na drevo in jo močno povlekel. Bilo je kot pri igri vlečenje vrvi, ampak mnogo boljše, saj ni bilo poraženca. Vendar tudi zmagovalca ne, kar se je Nacetu zdelo enako dolgočasno. Pozneje je iz vrvi napravil zanko in jo vihtel kot laso nad glavo. Najprej je z njim ujel štor, potem celo kamen. Vendar se je vrv zapletla in Nace se je sam ujel v zanko. Pri tem je padel. To ni bilo prav nič zabavno. Počasi se je zvečerilo. Sonce je izginilo za drevesi na hribu, na nebu pa je posijala bleda luna. Zdaj je Nace hotel poskusiti nekaj čisto posebnega. Nekaj, kar mu bo Pika zavidela. Mogoče bo pa zabavno. Vrv je začel vihteti nad glavo kot laso, hitreje in hitreje. Nato jo je izpustil. Poletela je visoko, letela vse više in više in nazadnje se ovila okrog lune. Nace je povlekel vrv in ko je bil prepričan, da ga bo zdržala, se je usedel na gugalnico. Vrv se je še tesneje ovila okrog lune. Nace se je začel gugati. Gugal se je hitreje in više kot kdajkoli prej. Gugal se je na luni. Nace ni mogel verjeti svoji sreči in je glasno vzkliknil v noč. Gugam se na luni! Toda nihče ga ni slišal. Nihče ni videl, kako se je Nace gugal na luni. To ga je strašno ujezilo. Splezal je z gugalnice, jezno udaril z nogo ob tla in silovito potegnil za vrv. S tolikšno silo, da je luno utrgal z neba. Joj, prejoj. Groza. Luna je štrbunknila v travo pred njim in le še bledikavo svetila. Ojoj, tega nisem hotel, je prestrašeno zašepetal Nace. Resnično ne. V strahu se je oziral naokrog. Okna v hiši so bila osvetljena, vendar nihče ni videl, kaj je zakrivil Nace. Ne še. Nace je vedel, da bodo ljudje opazili, tedaj bi se jezili nanj. Upravičeno. Kakšna bi vendar bila noč brez lune? Bila bi mrzla in temna kot črna luknja. Luna mora nazaj na nebo. Ampak kako naj to naredi? Luna ni imela zanke za obešanje in tudi na nebu ni bilo kavlja. Ravno tedaj ga je mama poklicala k večerji. Luna mora izginiti, je pomislil Nace. Ozrl se je naokrog. Mogoče bi jo lahko skril za grmovje.
Toda kaj, če jo bo kdo našel in odnesel s seboj? Potem bi bila za vselej izgubljena. Mogoče bi jo moral skriti v uto. Bila je tako stara, da je les že nekoliko preperel. Tja gotovo nihče ne bo vstopil. Nace je Luno s težavo zakotalil in potisnil v uto, zastrl zavese in zapahnil vrata. Brž je stekel nazaj k hiši. Ko se je znova obrnil, je videl, kako je iz ute žarela medla svetloba. Upam, da nihče ne bo opazil, je pomislil. Upam, da nihče ne bo opazil Lune v uti. Po večeri je Nace z molko napolnil vrečko in jo skupaj z vžigalicami vtaknil v hlačni žep. Iz sobe je vzel raketo in se skrivoma splazil ven v temo. Zmešal je moko in konice vžigalic. Nato je iz ute izvlekel Luno in jo privezal na raketo. Nace se je še enkrat ozrl. Vse je bilo mirno, nikjer ni bilo žive duše. Brž je prižgal vžigalno vrvico na raketi. Raketa se je stresla in zaropotala, sikalo je in se kadilo. Potem se je dvignila v zrak. Let ni trajal dolgo, saj je raketa zelo hitro padla nazaj na vrt. Luna je bila pretežka. Nace je bil besen. Strašno se je jezil na raketo in na Luno. In na Piko, ker se je vse to zgodilo samo zaradi nje. Gotovo obstaja še kakšna druga rešitev, je pomislil Nace, vedno obstaja kakšna rešitev. Ampak kakšna? V uti je odkril dolgo lestev. To je bila rešitev. Brž je lestev prislonil ob uto in Luno odkotalil do nje. Luna je bila težka, zelo težka. Vendar to Naceta ni motilo. Luna mora nazaj na nebo, je zamomljal. Tja mora, še preden bodo ljudje pogledali v nebo in se spraševali, kje je. Nace si je Luno naložil na ramo in splezal na lestev. Letev za letvijo se je s težavo vzpenjal. Luna je postajala vse težja. Kmalu ga je začela boleti rama, potem še noge. Toda Nace ni odnehal. Kmalu je dosegal najvišjo letev. Tam je z obema rokama prijel Luno in jo podržal visoko nad glavo, kolikor je mogel. Bilo ga je strah. Lestev je bila veliko prekratka. Luna nikoli ne bo prišla nazaj na svoje mesto. Hudo se je jezil na Luno, na lestev, na uto in na Piko. Ja, še posebej na Piko. In zdaj? Kaj bo rekel svojim staršem, če ga bodo vprašali? Kaj bo rekel drugim ljudem, če ga bodo vprašali? Kje je naša Luna? Bodo vprašali. Kako naj prebrodimo noč brez Lune? Bodo vprašali. Zakaj si to storil? Bodo vprašali. Ker sem hotel nagajati Piki, je tiho zašepetal Nace. Iz oči so mu privele solze, zaihtel je. Nekaj časa je takole sedel v travi, ko je za seboj nenadoma zaslišal glas. Ti lahko pomagam? Bila je Pika. Nace se je obrnil in upal, da ne bo videla Lune. Rekla si, da se ne boš več igrala z mano, je zamomljal Nace. Ti si rekel, da se nočeš več igrati z mano, je rekla Pika. Nace je že hotel nekaj reči, a se je raje ugriznil v jezik in pomislil, da je včasih boljše biti tiho. Stisnil je ustnice in molčal. Tudi Pika je molčala. Naceta je prijela za roko
in potem sta skupaj pogledala luno, ter nato še v nebo. Pikine oči so se zasvetlikale. Spraviti jo morava na hrib, je rekla. Nace je pogledal proti hribu in vedel je, da ima prav. Nace in Pika sta luno naložila na lesen voz in jo zvlekla na hrib. Ljudje za osvetljenimi okni so strmeli v migetajoče zaslone, se pogovarjali ali igrali. Nihče ni pogledal v nebo. Kakšna sreča! Tako nihče ni opazil, kako sta Pika in Nace na vrhu hriba skupnimi močmi dvigovala luno v zrak. Dvignila sta jo, kolikor sta le mogla. Vendar ni zadostovalo. Postavila sta se celo na prste, a preprosto ni bilo dovolj. Vsi se bodo jezili name, je rekel Nace razočarano. Nihče se ne bo jezil nate, je odgovorila Pika. Saj še nisva poskusila vsega. Nace ni vedel, kaj je imela Pika v mislih. Pika je stekla k trampolinu in splezala nanj. Nace je sledil in se tudi sam povzpel na trampolin. Drži jo, je rekla. Nace jo je ubogal. Oba sta držala luno in se trudila, da bi z njo skočila čim višje v nebo. Bilo je težko, a jima je uspelo. Sprva sta poskočila samo malo, potem vsakič vedno višje. Sprva sta poskočila samo malo, potem vsakič vedno višje. Kmalu sta Pika in Nace skakala skupaj z luno. Kaj pa zdaj? Je vprašal Nace. Zapri oči in skači naprej, je rekla Pika. Nace je zaprl oči. Skakala sta naprej, više in više. Ko sta bila tako visoko, da jima je veter tulil v ušesih, je Pika zaklicala. Zdaj! Tedaj sta luno spustila iz rok. Ko sta spet pristala na trampolinu, sta odprla oči in pogledala v nebo. Visoko nad njima je lebdela luna in močno svetila. Nacetu se je zdelo, da je žarela celo svetleje kot poprej. Iz oddaljenih hiš so Piko in Naceta klicali starši. Njima pa ni bilo mar. Nista se pustila motiti. Lepo, da si spet z mano, je rekel Nace. Prijatelji nikoli ne izginejo popolnoma, je rekla Pika in ga prijela za roko. Nace je pokazal na vrv in zamomljal. Imel sem prav, da z njo lahko ujameš luno. Tudi jaz sem imela prav, je rekla Pika in se nasmehnila. S trampolinom lahko poletiš vse tja do neba. Ja, je rekel Nace, pokimal in razmislil o celem dnevu. O dnevu, ko je izginila luna. Potem je rekel: ampak brez prijatelja vse skupaj ni vredno nič. Tedaj je Pika Nacetovo roko stisnila še nekoliko močneje. Konec in nov začetek. Bravo, Nace in Pika, za čarobno zgodbo o vajinem prijateljstvu. In še kako držijo Nacetove besede. Brez prijatelja vse skupaj ni vredno nič. In tako svet postane svetlejši, ko znamo prisluhniti drug drugemu, ter si priskočiti na pomoč, ko je to potrebno. Prav zares, čudovita pravljica za Pijo in Žiga. Otroci, mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici filmskih junakov Lili in Žvirca, Prijatelja za zmeraj. Vabljeni k poslušanju. Prijeten pozdravček Piji in Žigu, ter pa seveda vsem ostalim poslušalcem pravljičnega sveta v mojem knjižnem kotičku. Lepo se imejte
in se kmalu spet poslušamo. Pošiljam vam prijateljski pozdravček. Čau, čau. Bravo. Skupnimi močmi vama je uspelo. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico poklanjam Oksani, ki zelo rada prisluhne pravljicam. Hvala, Oksana. In v tokratni čudoviti zgodbi v Rimah se bomo s prikupnim ter prijaznim zajčkom odpravili na raziskovanje ter odkrivanje želja. Le kaj si je zaželil zajček? Kaj njegovi prijatelji? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici, ki jo poklanjam Oksani z naslovom Želja. Vsako leto enkrat želje poletijo v nebo, da nam upanje in svetlobo prinesu. Sem ter tja po zraku švigajo in se podijo, a imeti moraš srečo, da ravno tebe ulovijo. Zajec začuden je opazoval, kako plesale so in migotale, na koncu pa na njegovem nosu so pristale. Ena in še dve želji padle so mu pred noge, zdaj imel je 3. Joj, vsi se veseli. Zajec, ki še nikoli nobene ni ujel, tisti hip ni vedel, kaj naj bi si zaželel. Z nasmehom do svojih 3 prijateljev je odskakljal, da preveril bi, katero željo vsak od njih bi v nebo poslal. Prva je bila na vrsti miška. Kaj bi ti si zaželela? Drobna miška pokukaj svoje luknjice. Svet tako je velik, miške pa smo tako majhne. Visoko želim leteti in od tam navzdol zreti. Zajec zamisli se globoko. Le kaj lahko bi videla tako visoko? A potem mu na misel je prišlo. Katero željo pa jaz poslal bom v nebo? Nato z nasmehom še do drugih 2 prijateljev je odskakljal, da preveril bi, katero željo vsak od njiju bi v nebo poslal. Naslednja je bila lisica. Kaj bi ti si zaželela? Čudi se, koliko knjig že ima v svoji hišici. Želim pisati zgodbe, ki vsi bi jih poznali, občudovali in še posebej radi brali. Zajec pomisli, lisičje zgodbe iz gozda. Kako vznemirljivo bi to bilo. A potem mu na misel je prišlo, katero željo pa jaz poslal bom v nebo? Nato z nasmehom še do 3. prijatelja je odskakljal, da preveril bi, katero željo pa bi on v nebo poslal. Zadnjega vprašal je medveda. Kaj bi ti si zaželel? Medved, opazujoč, kako morje valovi, mu na to vprašanje takole odgovori. Potoval čez gore sem visoke, plezal čez ostre sem skale, zdaj pa s čolnom rad raziskal bi širno še morje. Zajec premišljeval je o medvedu, veslanju in brezkončnem morju. A potem mu na misel je prišlo, katero željo pa jaz poslal bom v nebo?
In ko si še vedno ni ničesar zaželel, pa ne da tega ne bi hotel, zajec končno pomisli nase. In kaj naj bi zaželel si zase? Želim si, da bi se vsi majhni počutili neustrašni in veliki. Želim si, da vse bi nas prežemala navdih in neskončna ustvarjalnost. Želim si svet poln pustolovščin, na katerem bi vsi skupaj lahko uživali. Zajec želje svojih 3 prijateljev izpolni. 1, 2 in 3. Potem pa se nenadoma zave, nobena ostala ni za me. Hvala ti, zajec, da si tako prijazen z nami. V zahvalo bi tudi mi ti radi nekaj dali. S tvojo pomočjo počutim se veliko, vsi me imajo za sebi enako. Če boš kdaj počutil se izgubljen, morda prestrašen in osamljen, samo ozri se k meni v nebo in težav teh več ne bo. Zahvaljujoč tebi zaposlena sem s pisanjem, čudovitim, vznemirljivim pripovedovanjem. Navdahni nas s tvojim nesebičnim ravnanjem. Prosim, povej, kako naj ti ustrežem z branjem. Končno imam čoln, s katerim plujem, onstran obzorja in peščene obale raziskujem. Tako da ne morem oditi kar brez zahvale. Prosim, postoj za trenutek, zdaj ni čas za šale. Medved prosi zajca, naj zapre oči, saj posebno presenečenje sledi. Nikoli ni prepozno za prijateljstvo, niti za novo pustolovščino. Zahvaljujoč tebi, zajec mali, bomo zdaj vsi skupaj potovali. Bravo, zajček. Na kako čudovit način si utrdil prijateljske vezi. In verjamem, da še danes potujete naokrog in morda se vam je na tej poti pridružil še kdo. Ja, prijatelji so tista nevidna moč, ki nas povezuje in podpira takrat, ko se znajdemo pred največjimi izzivi. S prijatelji je svet lepši, pot lažja, srce pa polno sreče. Oksana, tvoja radovednost in ljubezen do pravljic sta prava inspiracija in nas opominjata, kako pomembno je, da smo obkroženi z dobrimi prijatelji, ki nas podpirajo na vseh naših poteh. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Pa kaj, v kateri boste spoznali, kakšno moč ter podporo je v šolski prostor prinesla nova učenka. Vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte, negujte prijateljstva, saj so pravi zaklad. Prijeten pozdravček Oksani, ter pa seveda prijateljski pozdravček vsem poslušalcem pravljičnega sveta v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau! Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Danes se bomo odpravili v domišljijsko deželo, v kateri bo deklica Doroteja skupaj s prijatelji iskala vsemogočnega čarovnika. Najbrž že veste, katero pravljico imamo v mislih, kaj ne? Seveda, to je pravljica z naslovom Čarovnik iz Oza. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo Dorotejinim dogodivščinam.
Nekoč je na kmetiji pri stricu in teti v Kansasu živela deklica Doroteja s psičkom Totom. Nekega dne pa je pokrajino zajel grozljiv tornado. Ko je deklica odhitela nazaj v hišo, da bi poiskala Tota, je močan veter izruval leseno stavbo, jo dvignil v zrak in odnesel daleč stran. Po več urah letenja sta Doroteja in Toto končno pristala v neznani deželi. Ko sta stopila ven, sta opazila, da izpod hiše kukajo srebrni čevlji. Hura! Ubila si zlobno čarovnico z vzhoda! Je vzkliknila prelepa gospa, ki se je predstavila kot čarovnica s severa. Potem, ko se je deklici zahvalila, je pristavila: njeni čarobni čeveljci so sedaj tvoji. Vedno jih imej obute, tudi ko spiš. Nato je čarovnica pokazala, kako naj pride do mogočnega čarovnika iz Oza, ki ji bo pomagal domov. Po tej rumeno tlakovani cesti boš prišla do smaragdnega mesta, kjer živi čarovnik. Doroteja se je brž odpravila v pravo smer in na poti srečala strašilo, pločevinastega drvarja in leva. Vsi trije so se ji pridružili na potovanju do Oza, da bi tudi sami spoznali čarovnika in ga prosili, naj jim izpolni želje. Strašilo si je želelo možgane. Pločevinasti drvar je hrepnel po srcu. Strahopetni lev pa je hotel postati pogumen. Ko so prišli do mestnih vrat, so deklici in njenim novim prijateljem stražarji dali zelena očala, da jih bleščeči smaragdi ne bi oslepili. Drug za drugim so stopili v sobo, kjer se jim je čarovnik razkril v različnih oblikah. Doroteji se je prikazal kot ogromna glava, strašilu kot lepo dekle, pločevinastemu drvarju pa kot pošast, medtem ko se je pred levom spremenil v ognjeno kroglo. A čarovnik je od vseh zahteval eno: naj uničijo zlobno čarovnico z zahoda. Doroteja se je tako s prijatelji odpravila k čarovnici, da bi jo premagala. Čarovnica jim je nasproti poslala neštete sovražnike, lačne volkove, nevarne vrane in velike roje čebel. Skupnimi močmi so jih vse premagali, potem pa jih je napadlo krdelo letečih opic. In ko so nenavadne živali strašilo in pločevinastega drvarja raztrgale na koščke, so z Dorotejo, Totom in levom odletele v palačo svoje gospodarice. Takoj, ko je čarovnica na Dorotejnih nogah opazila srebrne čeveljce, se je zavedala njihove čarobne moči in se jih je hotela polastiti. Najprej je leva zaprla v kletko, nato je deklico spremenila v služkinjo in ji naložila kup opravil, da bi ji med delom ukradla čevlje. In medtem ko je Doroteja pomivala tla, jo je čarovnica spotaknila. Besna deklica je vrgla vanjo vedro z umazano vodo in čarovnica se je čudežno stopila, kot bi bila narejena iz soli. Potem, ko so se prebivalci Zahodnega kraljestva končno rešili krute vladarice, so Doroteji in levu pomagali spet sestaviti pločevinastega drvarja in strašilo. Še preden bi mignil, so leteče opice naše prijatelje odnesle v smaragdno mesto, tam pa so spoznali, da vladar Oza v resnici ni čarovnik, ampak le stari možic, ki izvaja čarovniške trike. A moški je vseeno držal obljubo in jim poskušal izpolniti želje. Levu je dal žlico medu, češ da je to čudežni napoj za pogum. Strašilo je glavo napolnil z otrobi in bucikami, da je lahko imel ostre misli. Za pločevinastega drvarja je sešil rdečo blazinico v obliki srca in mu je vstavil prsni koš. Nazadnje je izdelal imeniten balon na topli zrak,
s katerim je nameraval Dorotejo in Tota odpeljati nazaj v Kansas. Toda ko so se pripravljali na vzlet, je sunek vetra dvignil balon s čarovnikom v košari, medtem ko sta Doroteja in Toto ostala na tleh. Zdaj se je deklica lahko vrnila domov samo s pomočjo Glinde, dobre čarovnice z juga. Strašilo, Drvar in Lev so se odločili Dorotejo spremljati tudi na tej poti in so se izkazali za pametne, dobrosrčne in pogumne. Glinda jih je prijazno sprejela in ko je izvedela za Dorotejino težavo, se je nasmehnila. Ljubi otrok, greš lahko kamor želiš, če 3-krat udariš s petami srebrnih čeveljcev. Po prisrčnem slovesu od prijateljev je Doroteja torej storila in 3-krat udarila s petami. In že v naslednjem trenutku se je spet znašla na domači kmetiji, stric in teta pa sta jo presrečno objela. Prijazna deklica Doroteja, kaj ne? Je bila pa res vztrajna, se je spopadala z najrazličnejšimi težavami, a nikoli ni obupala. Najbrž tudi zato, ker se je lahko zanesla na svoje prijatelje, ki so ji vedno znova stali ob strani. Kar pa je najpomembnejše, je to, da si je Doroteja resnično želela vrniti domov in vedno znova obvelja že star pregovor, ki pravi: povsod je lepo, a doma je najlepše. Otroci, sedaj se pa le stisnite k svojim najdražjim. Lepo se imejte in se kmalu spet vidimo. Čau, čau! Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Katarina in Valentin, ki zvečer zelo rada prisluhneta pravljicam, sta si zaželela slišati prekupno pravljico, v kateri bomo spoznali 2 malce sramežljivi pandi, ki živita čisto blizu. Ločeni sta le z ograjo, a vsaka na svoji strani tiho sanjata v prijateljstvu. Le kako se bo razpletlo, ko se bosta nekega dne le srečali? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljični želji Katarine in Valentina z naslovom 2 sramežljivi pandi. Na Bambusovi ulici številka 1 je pando globoko zavzdihnil. Hrepenel je potem, da bi se igral s svojo sosedo Pandoro. Toda bil je preveč sramežljiv. Rad bi rekel: živjo, Pandora, pridi k meni, se bova igrala. Ampak ko je zagledal Pandoro, ga je premagala sramežljivost in je kar pobegnil. Na Bambusovi ulici številka 2 se je Pandora dolgočasila. Ni bilo zabavno, ker se na gugalnici ni mogla gugati. Ni se bilo zabavno igrati z žogo, ker ni nihče ni vrgel nazaj. Ni se bilo zabavno igrati z enim samim avtomobilom. Pandora bi rada rekla: živjo, Pando! In nekega dne bi to skoraj storila. Vendar, ko je videla, da jo Pando opazuje, je kar pobegnila in se skrila. In tako sta bila Pando in Pandora še naprej osamljena. Oba sta bila preveč sramežljiva, da bi ogovorila drug drugega. In tako so jima minevali dnevi, dokler ni nekega dne začelo snežiti. Neučakani Pando je pohitel ven, da bi se kepal.
ampak potem se je spomnil, da za kepanje potrebuje prijatelja. Sam se vendar ne more kepati. Čez ograjo je vrgel sneženo kepo in opazoval, kako je letela po zraku. In potem je čakal in čakal, nato pa pokukal. Pandore ni bilo zunaj. Panda je začelo skrbeti. Ali je s Pandoro vse v redu? Kaj, če se ne počuti dobro? Kaj, če se je odselila? V hiši na Bambusovi ulici številka 2 je bila Pandora prav tako v skrbeh. Že dolgo nisem videla Panda. Kaj, če ima gripo? In tako sta Pando in Pandora zbirala pogum, da bi drug drugemu potrkala na vrata in vprašala, ali je s teboj vse v redu? Potem pa sta odprla vsak svoja vhodna vrata. Pogumno sta pohitela po škripajočem snegu in potem tresk. Trčila sta skupaj in se končno spoznala. Ali si v redu? Sta hkrati vprašala drug drugega. Zdaj sta bila srečna in imela sta si veliko povedati. Pridi k meni, se bova igrala. Pando in Pandora zdaj nista bila več osamljena. Skupaj sta se gugala na gugalnici. Skupaj sta naredila sneženega pando. Skupaj sta drsala in plesala. Skupaj sta hitela domov. Tako sta Pando in Pandora postala prijatelja. Za vedno. Kako lepa zgodba. Pando in Pandora sta spoznala, da je sramežljivost povsem naravna. Prav tako pa sta spoznala, da se za ograjo lahko pogosto skriva nekdo, ki si prav tako želi igre, družbe, prijateljstva. In če tudi sami kdaj čutite strah, ko bi radi pristopili k nekomu, vedite, da niste sami. Včasih je le potrebno zbrati pogum ter narediti prvi korak. Tako kot sta ga naredili naši pogumni pandi. Katarina in Valentin, najlepša hvala za idejo o tako prisrčni pravljici. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici v rimah o plašni koali z naslovom Koala, ki vse zmore. Vabljeni k poslušanju. In ne pozabite, vsak prijatelj je na začetku neznanec. Ako si upamo odpreti srce, lahko postane nekdo, s katerim se smejemo, igramo in delimo najlepše trenutke. Lepo se imejte, bodite prijazni, ter se kmalu spet poslušamo. Katarini in Valentinu pošiljam prijazen pandin pozdravček, prijeten pozdravček pa seveda tudi vsem ostalim poslušalcem pravljičnega sveta v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau! No, bravo, sta pa res prikupna.
Pozdravljeni, dragi otroci! Prijazno dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Otroci, danes boste lahko prisluhnili kar 2 pravljicama. Spoznali bomo Oskarja, ki v prvi zgodbi Grozen dan dopusti, da ga prav vsi dogodki razjezijo in se njegov dan konča s slabo voljo. V drugi zgodbi, Super dan, pa spoznamo Oskarja, ki je pozitivno naravnan in več kot uspešno se spopade z vsemi izzivi v njegovem dnevu. Zanimivo bo slišati te 2 zgodbi, kaj ne? Hitro se udobno namestimo in prisluhnimo pravljici z naslovom Super dan in Grozen dan. Nekega dne je Oskarja prebudil sončni žarek, ki je poplesaval na njegovem obrazu. Je vzkliknil. Zaradi sonca ničesar ne vidim. Pred zajtrkom se želel iti na sprehod, vendar bo danes zunaj tako vroče. Oskar je zagledal Charlija, kako meče obročke v zrak in jih lovi s svojim rogom. Hej, Oskar, ga je veselo pozdravil Charlie. Boš poskusil tudi ti? Oskar je obroček vrgel visoko v zrak in ga potem poskušal ujeti, vendar je zgrešil. Poskusil je še enkrat, a mu ga tudi drugič ni uspelo ujeti. To je zame pretežko, jaz tega ne zmorem, je Oskar zavzdihnil. Še naprej moraš poskušati, mu je rekel Charlie. Le zakaj, mu je odgovoril Oskar. Kljub temu mi ne bo uspelo, moram iti. Oskar se je odločil, da si bo v trgovini kupil čokoladno ploščico. Morda ga bo to spravilo v dobro voljo. A v trenutku, ko je odprl vrata trgovine, je nekdo stopil na njegov rep. Au! Oskar je zajokal. Joj, oprosti mi, je rekla deklica. Ali te boli? Seveda me boli, je zastokal Oskar. Oskar se je obrnil stran od deklice, se namrščil in stopil v prodajalno. Ko si je Oskar kupil čokoladno ploščico, jo je poskušal odviti, a mu je zdrsnila iz rok in padla na umazana tla. O ne, moja ploščica, kakšen grozen dan je danes, je tarnal. Sedel je na zelenico in bruhnil v jok. Čez nekaj časa se je odločil, da bo odšel domov. A že na začetku poti je na glavi nenadoma začutil dežne kaplje. Super, zdaj pa je začelo še deževati, je godrnjal. Zagotovo se bom prehladil in bom bolan več dni. Jezen je v dežju nadaljeval svojo pot proti domu. Ko je Oskar prišel domov, je opazil, da mu je mama pripravila cvetačo in opečenec. Mama, je zakričal Oskar. Hočem si pripraviti svoj opečenec. To je najbolj grozen dan od vseh, si je rekel med jokom. Hlipajoč je stekel iz kuhinje naravnost svojo sobo. Pozneje tega večera, ko je bil Oskar že v posteli, je pomislil na vse slabe stvari, ki so se mu zgodile ta dan. Kakšen grozen dan, si je mrmral. Najbrž me bodo tlačile še nočne more. In potem je zaprl oči in poskušal zaspati. Sedaj pa bomo prisluhnili še pravljici Super dan. Nekega dne je Oskarja prebudil sončni žarek, ki je poplesaval na njegovem obrazu. Kako čudovit dan, je rekel, potem ko je zazehal in se zasmejal. Mislim, da bom šel pred zajtrkom na sprehod. Oskar je zagledal Charlija, kako meče obročke v zrak in jih lovi s svojim rogom. Hej, Oskar, ga je pozdravil Charlie. Boš poskusil tudi ti? Seveda, je odgovoril Oskar. Obroček je vrgel visoko v zrak in ga potem poskušal ujeti, vendar je zgrešil. Poskusil je še enkrat, a mu spet ni uspelo. Oskar je zavzdihnil. Jaz tega ne zmorem, je rekel. Še naprej poskušaj, ga je spodbujal Charlie. Saj vem, je vzkliknil Oskar. Potem si je obročke dal na svoj rep, nos in rog in jih hkrati vrtel naokrog. Kakšen dober trik! Charlie je zaploskal. Oskar pa se je zasmejal. Hvala, Charlie,
mu je rekel. In hvala, ker si mi dovolil, da se igram s tabo. Se vidiva pozneje. Kakšen super dan je danes, je Oskar rekel z navdušenjem. In vem, kaj ga bo naredilo še boljšega. Kupil si bom čokoladno ploščico. V trenutku, ko je odprl vrata trgovine, je začutil, da je nekdo stopil na njegov rep. Au! Oskar je zajokal. Joj, oprosti mi, je rekla deklica. Ali te boli? Ah ne, je že dobro, je odgovoril Oskar. Jaz sem Oskar. Jaz pa sem Anabela, se mu je predstavila deklica. Lepo pozdravljena, Anabela, je dejal Oskar. Ravno sem nameraval kupiti čokoladno ploščico. Bi jo delila z mano? Seveda, se je razveselila Anabela. Ko sta prišla iz trgovine, je Oskar poskušal odviti čokoladno ploščico, a mu je zdrsnila iz rok in padla na umazana tla. O ne, je vzkliknil. Oskar in Anabela pa sta potem opazovala, kako so iz trave prilezle mravlje in se lotile čokolade. Opazovanje mravlje je bilo tako zanimivo, da sta pozabila na to, da sta se sama hotela posladkati z njo. Anabela je morala kmalu oditi domov, zato sta se nova prijatelja poslovila drug od drugega. Ko je bil Oskar še na poti, pa je na glavi nenadoma začutil dežne kapljice. Z repom tako rad čufutam po vodi, je vzkliknil in skočil je v prvo lužo, na katero je naletel. Ko je prišel domov, je opazil, da mu je mama pripravila cvetačo in opečenec. Mama, je zakričal Oskar, hočem si pripraviti svoj opečenec. Mama pa se je zasmejala. Ta opečenec sem pripravila zate, Oskar. Morda pa bi ti lahko pripravil enega zame. In tako je Oskar vzel kruh in ga popekel tako, kot je bilo njegovi mami najbolj všeč. Pozneje tega večera, ko je bil Oskar že v posteli, je pomislil na vse lepe stvari, ki so se mu zgodile. Kakšen super dan, si je zamrmral. In potem je hitro zaspal. Ja, kakšno nasprotje. Priznam, sem se tudi sama prepoznala v teh dveh zgodbah. Kako preprosto je vse skupaj in prav neverjetno, kako lahko pozitiven pogled spremeni vse skupaj. In v nas samih je, kako se bomo v danih situacijah odreagirali. Lahko smo slabovoljni, in potem bo najverjetneje večina dneva prav groznega, kot pri Oskarju. Lahko pa nam vsak dogodek predstavlja izziv, ki se ga lotimo s pozitivnim pogledom in potem je vse skupaj lažje. Naj bo vsak vaš dan poln pozitivnega razmišljanja. Če pa že nastopi kakšna težava, se spomnimo na Oskarja in bo ta dan super dan. Otroci, prisluhnite še kakšni super pravljici v mojem knjižnem kotičku. Sedaj pa lahko izbirate že med več kot 120 pravljicami. Ja. Otroci, bodite srčni, pozitivni in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau!